glede podatkov in trenutnih kazalnikov, ki nam kažejo v bistvu poslabšanja uvrstitve Slovenije na lestvici Healthcare Consumer Indicatorjev na 21. mesto, dejansko ne. In tudi podatki kažejo, da imamo različne odklone, ki pa jih ne vključujemo v sistem financiranja. In kaj narediti, da bi se te razmere izboljšale, da bi dejansko v zdravstvu lahko zagotavljali tisto, kar je osnova poslanstva v tej dejavnosti? V prvi vrsti lahko pogledamo boljše prakse, ki jih imajo v tujini, Kanada, Nova Zelandija in podobne države. Predvsem pa moramo zreducirati v bistvu nepotrebno delo, nepotrebne administrativne opravila in se posvetiti v bistvu procesom, ki izboljšujejo zdravstveno stanje prebivalstva in pa sam proces dela ljudi zaposlenih v zdravstvu, ki delajo s pacientom, prilagoditi prijazno. Lahko to ilustrirate na podlagi spremljanja kazalcev kakovosti in kliničnih poti, denimo? Težko. V bistvu kazalnike kakovosti sicer spremljamo, imamo poročila, vendar niso vključeni v sam način financiranja. Izvajalci ne vidijo pozitivnih učinkov tega poročanja, ne spremljamo dovolj natančno in tudi ne sledimo trendom, ki so v mednarodnim sistemi. To so na primer ležalne dobe, kjer se skrajšujejo za določene operativne posege. Teh podatkov tudi ni na voljo oziroma jih ne spremljamo, pa bi jih morali kljub 290 ali približno neki indikatorjem, ki jih izvajalci poročajo. Skratka, ne sledimo pravim trendom v smeri in ne spreminjamo temu načinu.